Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Sinoči še iz koprske Bonifike, danes že soboške Fazanerije, kjer nadaljujemo s prenosi tekem 31. kroga. Kasalo je tisti, ki ne dopušča kakšnih posebnih prodorov Markoviču. Tule ima zdaj Markovič nekaj več prostora, vendar ne pa predložek v kazenski prostor Mure. Priložnost je bila to za Soklerja. Emila Veliča, kot torej za Muro, podaja pred vrata. Padec je bil to Cipota v kazenskem prostoru. Ko samo morda razberemo karkoli iz ustnic. 11 metrovka za Muro. Pa še rumeni karton za Lantuja. Državnem prvenstvu iz oči v oči z Emilem Veličem. Tako strelja, Mura vodi po sredini vrat. Za vodstvo črno-belih z 1:0 od 20. minute dalje. Lahko bi rekel pravzaprav kdo drug kot Mirlin Daku. To je že njegov 4. zadetek proti Radomljanom v njegovi karieri. Prav tako seveda ni Pucka. Nova priložnost za Muro. Pozabili so zdaj tam že končal sezono, tudi ne Ivetiča, pa Zuliča. Ovra iz preprostega razloga, ker je posojen strani Mure, vmes pa je Ester Sokler, kdo drug kot on, ki je v resnično fantastični strelski formi dosegel zadetek za izenačenje. V 37. minuti se takole mlinarji, najzvestejši navijači Kalcerja, veselijo izenačujočega zadetka. Šarić. Koruna ima ob sebi, prvo iščiti hrbet. Šarić predložkom, Kasalo do priložnosti. Ostaja 1:1. Uspel tule zaposliti Šarića, potem pa malce poigravanja v zadnji vrsti. Priložnost za Muro. Petković, Sličić, Jovičević. Je to priložnost morda za Muro? Jovičević. Dejan, 1:1 žilavim tekmecem, ki pomladi zelo redko izgublja, samo en poraz. Tudi vi ga niste premagali, točka. Iskali ste 3, kako ste zadovoljni predvsem s temi principi, ki jih iščete v vaši igri, pa tudi s tem, kar ste danes osvojili na tej tekmi? Mislim, pogovarjati se o kakšnih principih, kakšni principi. Tukaj imamo vsak drug teden, imamo ljudi, ki pridejo navijati, spodbujati. Mi pa osnovne delamo, mi ne gremo v duel, mi ne gremo v skok, mi ne gremo v drugo žogo. Kaj je to, kakšni principi? Nima veze s fuzbolom to. Mislim, to, kar je danes gledalo, sploh se ne bi dotikal tekme, kaj dosti. Ajde, drugi polčas, neka kvazi energija, velik strelov itd., ampak to je vse bla, bla, bla. Na novo se bojo delili dresi od jutri naprej. Na novo se delijo dresi, na novo se deli to, kdo lahko igra za Muro. Ker to, kar smo zdaj videli že ne samo danes, ampak kar v seriji tekem, to je nedopustno. In za vse sem odgovoren jaz in jaz prevzemam vso odgovornost. In od ponedeljka naprej bo druga zgodba. Zelo konkretna izjava, Dejan. Je to tudi del tistega, kar ste povedali zdaj fantom na sestanku po tekmi? Mislim, to, kar smo govorili v slačilnici, bo tam tudi ostalo. Ampak, se pravi, jaz še enkrat bom rekel, prevzemam vso odgovornost in zdaj bom vse naredil za to, da se in ekipa prevetri in da bomo imeli tukaj karakter, da bomo imeli srce. Ker to je nek higienski minimum, ki ga zahteva nogomet, ne samo Mura. Nogomet ga zahteva in tega mi ne kažemo. Vseeno pa vas čaka seveda še 5 tekem do konca, nenazadnje še nič ni izgubljenega, teoretično zagotovo ne. Prepričan sem, da boste iskali vse 3 točke do konca na vseh tekmah. Naslednja priložnost za zmago
pa Sežana, Tabor, ampak znova težak tekmec, ki se bori za obstanek. Vsi tekmeci so težki, če si ti na 80%. Mislim, o čem se pogovarjamo. Mi bomo šli vsako tekmo na glavo zdaj do konca, zdaj kdor lahko, kdor ne more in to je edina pot. Potem pa pride poletni prestopni rok in moramo ukrepati, ker Prekmurje, kako je prišlo do tega, do takšnih rezultatov, do takšne tradicije? Ja, s srcem, z znojem, s krvjo. In to je edina stvar, ki nas zdaj naprej zanima in tukaj ne bo popuščanja. Oliver Bogatinov, točka na Fazaneriji, nadaljuje se ta vaša serija neporaženosti. Če gledamo cel spomladanski del, pa samo en poraz na 11 tekmah. Kako zadovoljni ste danes v luči vsega tega z osvojitvijo ene v Murski Soboti? Ena za mene velika. Verjamem pa, da fantje imajo mogoče grenak preokus, predvsem za koliko se štejejo, kaj vse so ustvarili, pa mogoče zgrešili v prvem polčasu. Ampak mislim, da je to ena in velika. Ostajamo neporaženi, ampak kar je pa bolj pomembno, pa zbiramo točke, ki nas približujejo cilju. In cilj je res zelo blizu, zdi se, da pravzaprav obstanek niti ni več pod vprašajem. Vas pa čaka zdaj še ena tekma z ekipo, ki lovi evropske vozovnice, Koper, ekipa, ki jo tudi vi pravzaprav poznate do obisti. Ja, mogoče če dve ekipe, Mura in Koper, ki lovita to četrto mesto, mogoče ta tekma, ena točka, jaz pravim, da je velika, ampak vseeno mislim, da ne tako, kot bi Mura in Koper predstavljali tri. Matic Maruško, 1-1 z Radomljani, z žilavim nasprotnikom, vsaj to pomlad, ampak verjamem, da vas točka v tem cilju, ki ga imate, to pa je Evropa, ne zadovoljuje povsem, kaj ne? Res, igrali smo proti zelo dobre ekipe, vendar mi se oziramo na sebe, zavedali smo se, oziroma se zavedamo, kaj je naš cilj, dosegati moramo 3 točke, tega nismo uspeli in normalno, da nismo zadovoljni s tem izkupičkom, ki smo ga dobili danes. Kar se napada tiče, vsi vemo, koliko vam pomeni Mirlin Daku, verjetno je bilo po njegovem odhodu še toliko teže iskati ta želeni zadetek. Pa vemo, kaj nam pomeni Daku, vendar smo ekipa in na koncu ekipa zmaguje, vsi moramo delati za ta en cilj in potem je vse mogoče. Zdaj boste verjetno do konca sezone na vsaki tekmi iskali zmago, prva priložnost za nove 3 točke, pa Sežana v soboto proti znova nič kaj lahkemu tekmecu, ki se bori za obstanek. Pa noben tekmec ni lahke, mi skozi celo sezono si želimo zmagovati, če želimo v Evropo, pa nam kaj drugega tudi sedaj na koncu ne preostane kot samo 3 točke. Uroš Korun, bom rekel čestitke za točko, čeprav se je zdelo, da ste vsaj v prvem polčasu, ko ste si priigrali veliko priložnosti, lovili celo vse 3, ampak kako ste na koncu zadovoljni s tole delitvijo? Pa nekako je malo nekega preokusa, iskreno, ker predvsem v tem prvem polčasu smo res igrali super, ustvarili si ogromno priložnosti, nekako Mura je bila večinoma nevarna s prekinitev, kaj večjih situacij si niso ustvarili, tako da jaz mislim, da bi si nekako zaslužili kako točko več, ampak z vsako točko na koncu moramo biti zadovoljni. Tule v Muri je težko igrati, mi vsi vemo, da je Mura super ekipa in nekako smo zadovoljni s točko. Zdaj vsi vemo, da matematično si obstanka še niste zagotovili, ampak praktično pa se verjetno vsi zavedamo, da koliko lažje bo zdaj v teh zadnjih 5 krogih. Že danes je bila pravzaprav takšna tekma, ker niste imeli ravno meča nad glavo. Mislim, mi nekako gremo tekmo po tekmo, ne oziramo se preveč naprej, vemo, da nogometu se lahko hitro karkoli obrne, zdaj v tem drugem delu sezone res igramo dobro, zgledamo na igrišču super, nabiramo točke, tako da jaz mislim, da če bomo tako nadaljevali, smo lahko zelo pozitivni. Zdaj vas čaka v naslednjem krogu domača tekma, rekli ste, gremo po tekmo, naslednja Koper, doma. Ja, doma v Domžalah, seveda gremo na zmago, Koper se bori za Evropo, mi imamo svojo računico, tako da vsekakor gremo po 3 točke.